Leto se počasi, a vztrajno bliža k koncu, tako da so torki na Radio Robin že tradicionalno rezervirani za pogovori z župani severnoprimorskih občin. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Kenjan bom vaša družba v naslednji uri. Dober dan, župan, pa danes voščim županu občine Renče - Vogrsko, Tariku Žigonu. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na Radio Robin. Lep pozdrav vsem skupaj, vsem poslušalkam, poslušalcem Radio Robin, pa prisrčen pozdrav dajem tudi našim občankam in občanom naše občine Renče - Vogrsko, ter se obenem zahvaljujem za povabilo. Imava kar nekaj tem za predelati, tako da predlagam, da kar začneva, seveda pa se tu obračava tudi na naše poslušalke in poslušalce, da če imajo kakšno vprašanje, naj kar pošljejo na info@robin.si, da lažje prebija valet današnjega pogovora. Ena poljudna tema, občina Renče - Vogrsko je letos, sicer 26. aprila je datum, praznovala polnoletnih 18 let. Verjamem, da ste dobro praznovali. Kaj pa bi izpostavili za preteklih 18 let vezano na razvoj same občine? Ja, občina Renče - Vogrsko se v teh 18 letih in doseženo polnoletnost kar postavlja ob bok vsem sosednjim občinam, lahko rečem, in dejansko smo tudi enakovredni postali. Obnovilo se je vse 3 osnovne šole, obnovilo se je dom v Bukovici, zadružni dom v Renčah, potekajo sanacije. Zadnja leta dosti se posveča kanalizaciji, vodovodnem, skratka javni komunalni infrastrukturi. Sprejet je bil občinski prostorski načrt ter tudi prva sprememba letega, tako da dejansko res polnih 18 let dela, bi lahko rekli. Bova ostala kar pri vodovodu in kanalizaciji in kar začneva z vprašanji naših poslušalk in poslušalcev. Najprej poslušalca zanima, kdaj bo svojo funkcijo začelo opravljati novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje v Renčah, da bodo komunalne odplake bile prečiščene na centralni čistilni napravi v Vrtojbi. Ja, tako kot že v preteklih časih smo omenjali, mi sedaj skupaj v dogovoru z občino Mirn Kostanjevica bomo v naslednjem letu pričeli tudi z gradnjo manjkajočega tlačnega voda v Biljah. Na tak način se bo čistilna naprava v Biljah ukinila in bo vsa fekalija, bodisi iz naših občin, bodisi iz občin Bilje, šla v centralno čistilno napravo Vrtojba. Tukaj naša občina je investitor pri tem delu gradnje, da bomo tudi imeli skupne komunalne vode. Sedaj smo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, obenem se pa zelo dobro dogovarjamo s sosednjo občino Mirn Kostanjevica z Elektro Primorsko in Telekom, da v tem cestnem pasu se bo lahko tudi druge vode gradilo, tako da takoj potem, ko bo še ta črpališče in ta tlačni vod spostavljen, bodo prišle v funkcijo sedaj zgrajene vse fekalne kanalizacijsko omrežje in se bojo lahko naši občani pričeli priključevati. Velika želja je tudi navezava komunalne infrastrukture s sosednjo občino Šempeter Vrtojba in tudi tu smo dobili vprašanje, mislim, da poslušalke, kdaj lahko občani pričakujejo kanalizacijo na območju proti Bazari. Ja, sedaj smo tudi v sklopu dogovora za razvoj regije občina prijavila projekt nadaljevanja vodovodnega sistema prav iz zaselka Britov v Bukovici proti Volčji Dragi pa vse do Bazare. V ta namen bomo tudi takrat gradili kanalizacijsko omrežje, se pravi primarno arterijsko linijo, ki bo povezovala tudi šempetrsko občino in se naprej nadaljevala proti Vogrskem. Tukaj z direkcijo za ceste tudi sodelujemo, da bomo prav tako obnovili to državno cesto in pločnik nadaljevali vse do dvorane v Bukovici, tako da to so projekti skupaj v skladu z dogovorom regije predvideni z zaključkom do leta 2029. Sedaj čakamo seveda na pozitivno mnenje strani države v naslednjih letih, da bomo lahko pričeli s pridobitvijo gradbenih dovoljenj in vso dokumentacijo za izvedbo. Kaj pa morda še tisti zaselki, ki kanalizacije in vodovoda v bistvu nimajo, tudi to je eno vprašanje strani poslušalcev? Ja, to je recimo v primeru Renčah, ko so bile primarno Žigoni, pa potem še ostali odročni zaselki. To seveda sedaj trenutno nimamo možnost pridobitev nekakršnih evropskih državnih sredstev, ampak bo občina se prizadevala, da pri obnovu rekonstrukciji sosednjih cest in dovozov na to primarno omrežje se bo gradila tudi fekalna kanalizacija. Saj osnovno imamo že speljano, tako da na primer, če se bo ena ulica, ki je že meji z že zgrajeno kanalizacijo, bo takrat občina pristopila ne samo za meteorno obnoviti pa javno razsvetljavo, ampak da se postavi tudi fekalno. To je pač dolgoročni projekt, ki ga bo občina še za naslednjih 10, 15, 20 let gradila in širila to mrežje, seveda, kjer je to tudi finančno upravičeno. V preostalih oddelih občine, kjer je to recimo
par milijonov za manjše število naselij, bo pa še naprej financirala male čistilne naprave, ker je to tudi bolj smotrno in s tem manj obremenjujoče za naše občane. Konec lanskega leta smo poročali, da če se ne bo kaj pretirano zapletlo, bodo Renče kmalu dobile pričakovano zaščito pred poplavljanjem reke Vipave, vendar v večjem obsegu, kot je bilo sprva načrtovano in predvideno. Župan, kje stoji ta zadeva? Ja, trenutno smo ravno kar zaključujemo v 2 fazah. To je nekje 5-milijonski projekt, ki smo sredstvo za okrevanje in odpornost skupaj z državo, z Direkcijo za vode. Sedaj smo ravno kar bo šel razpis za izvajalca za prvo fazo, to je zid, protipoplavni zid reke Vipave v samih Renčah, nekje od nogometnega igrišča pa do Starega mostu, od Starega mostu do Mlina pa vse do potoka Renc. Potem druga faza, ki je ravno kar tudi dajemo noter vlogo za gradbeno in pripravljamo projekte za izvedbo del, je pa obnova krožišča od Novega mostu proti Bukovci, ki bo nadvignjeno in imelo odvodnike. Obenem bomo tudi pločnik naredili na tem območju ter poskrbeli, da bo dostopnost kraja Renč v časih poplav, ker vemo, da je 2500 prebivalcev živi, omogočen, bodi si za intervencije, bodi za vsakodnevno življenje. In res nekako dosti dela in truda je bilo vloženo in tako da pričakujemo naslednje leto že gradnjo zidu oziroma proti koncu leta gradnjo tudi tega omenjena cestišča. Kaj pa optika na Vogrskem? Poročali smo tudi o tem, da se je malce zapletlo okoli Telemahovega nakupa T2, potem je prišla na plano ideja, da bi optični kabel potekal po zraku, torej preko električnih drogov. Kakšne so vse preučene možnosti? Kako ste se jih boste morda lotili? Ja, tukaj je bilo kar nekaj razgovorov s T2, z GVO-jem od Telekoma, dejansko nam je vseeno, kateri bo izvedel. Določene pogodbe o služnosti smo jim že dali, da bo izvajali, nekje smo tudi predvideli, da bo občina tudi omogočila, da bojo uporabljali TCV vode za javno razsvetljavo, katere so že vgrajeni po primarnih cestiščih. Tukaj se je pojavilo tudi rune, da bo iz strani Stare Gore prišel dol proti Vogrskemu. Dejansko to delamo kar na mesečnem nivoju, saj to je naložba, ki strani privatnih investicij, privatnih podjetij, ampak se borimo na to, da bo končno to optično omrežje zašlo prav do vsega občana. Res je sedaj tudi praksa, da optične vlakne postavljajo na drogove električne energije, ki je tudi praksa iz Krasa, iz Brd in okrog, in jaz mislim, da kakršnikoli obliki bodo naši občani zadovoljni. Zato, če so sedaj proti koncu leta te velika podjetja, kot so Telekom in T2, pripravljali plan za naslednje leto, nas poslušajo, se veselimo, da bojo tudi dejansko tudi kaj izvedli. Je pa vsekakor v tem času bila zgrajena optika v zaselku Bukovica-Britov in se bo nadaljevala strani Telekoma proti Bukovica-Sjamo sedežu. Na drugi strani bazara Volčja Draga je T2 prevzel proti Prvačni, ter sedaj se menimo, da bojo tudi odseki proti Oblijaku gor dvignjeni tudi vsaj do naše osnovne šole in okolice. Pojdeva še malce v Volčjo Drago. Julija smo na Robinu poročali, da se objekt Martex že čisti, smeti se odvažajo, seveda bi radi te prostore namenili oziroma jih spremenili v občanom in predvsem okolju bolj prijazne, da bi jih napolnili z bolj prijaznimi zelenimi vsebinami. Je okoli tega že kaj novega? Ja, kar sem prišel dejansko v pogovor z novim lastnikom, ker Martex stečaj je bil prodan uspešno in to smo tudi bili srečni, saj eden od pogojev pri prodaji je bilo, da se te smeti odpelje in očisti. Kar sem bil seznanjen tudi strani njega in naše civilne zaščite, ki je spremljala cel čas ta ekološko bombo, ki smo imeli, so bile odstranjene te smeti in objekt je popolnoma prazen. Sedaj poteka tudi ureditev in čiščenje same okolice letega. Seveda to namere novega lastnika, verjetno je to zaživeti ponovno to območje. Mi kot občina se prizadevamo vsekakor, da bi, ukolikor je interes lokalna podjetja prišla, saj so že znana in dobro poznamo, kdo so in zelo dobro delamo z njimi. Ukolikor bojo pa druga podjetja z drugod prišla, so dobrodošla. Seveda si pa želimo z ljudi, ki tukaj živimo in z vse krajane v naši občini, da ne bi bilo kakšne druge način proizvodnje, ki bi lahko morebiti še dodatno onesnaževal ali poslabšal življenjski staž v tem območju, tako da ne bi prišli z dežja pod kap, če se lahko tako izrazim. Seveda si želimo podjetja, ki bojo prijazna okolju,
obenem pa, da bojo tudi imeli možnost naši občani za zaposlitev. Prihodnje leto bo na Goriškem v znamenju Evropske prestolnice kulture. Kako so nanj pripravljeni v občini Renče Vogrsko? To bomo sedaj vprašali župana Tarika Žigona. Ena taka zanimiva stvar, ki se pripravlja, je virtualni muzej v Bukovici. Kako daleč smo do realizacije, bo že pripravljen do prihodnjega leta? Ja, sedaj ravno kar potekajo dela v veliki Mlečnikovi dvorani v Bukovici, kjer se prenavlja oder in dejansko nova inštalacija, na novo se štima celotno prizorišče, ki ni namenjeno samo Evropski prestolnici kulture, ampak je namenjeno za samemu delovanju kulturnega doma in za vsakoletne prireditve. Obenem potekamo še razgovori z samim zavodom EPK v Novi Gorici, kjer naš plan skupen je postavitev virtualne sobe, predstavitev Zorana Mušiča, saj v neposredni bližini je rojstna hiša Zorana Mušiča, kjer je v zgodnjih letih tudi ustvarjal določena dela in na katera smo zelo ponosni, tako da sedaj še nekje do konca leta bomo še definirali vse podrobnosti, potem o sami vsebini in to pa boste sami poslušalke in poslušalci bili deležni naslednje leto ob otvoritvi in dajmo se pustiti malo presenetiti. Bomo prišli na obisk, bo pa okoli občinske stavbe, torej tu v Bukovici, zrasel tudi večji park. Ja, tukaj je občina letos tudi en del sredstev, ki smo v sklopu projekta Dogovor za razvoj regije pod zeleno shemo, smo tudi prijavili ureditev zelenega središča oziroma centra, kjer se naša občina nahaja v Bukovici. Tukaj smo prijavili park Zorana Mušiča, neposredna okolica parka od samega cerkve, parkirišč in med šolom in vrtcem. Potem ta park se nadaljuje proti Volčji Dragi, kjer bo dejansko na obstoječi travi, kjer se pokosi, nastal tudi en lep park. Tukaj bomo tudi imeli eno območje zasaditve protokolarnih dreves, ki sedaj ga nimamo, pa vse do železniške proge bo ta park povezan dejansko, da bo tudi potem neka promenada iz strani Volčje Drage proti Bukovici. Je pa neka osnova, ki bo potem služila tudi z zelene poti in povezave iz strani Vipave in iz strani kraja Bilje v sosednji občini, tako da pričeli smo tudi to z zeleno shemo urejati v naše območje. Kar se tiče turizma, vlagate tudi v pohodniške poti, kolesarske, pešpoti oziroma konjeniške in tako naprej. V povezavi s tem tudi kaj novega? Ja, tukaj smo iz prejšnjih projektov, ki je pot ob reki Vipavi, ki povezuje občin, smo nadaljujemo. Sedaj smo ravno v zaključnih fazah povezovanje kolesarske in peš poti iz strani Vogrskega in sicer ob vodotoku Vogršček pa vse do Volčje Drage pod železniški prehod. Ta bo zaključena prav v tem tednu. Sedaj se zaključuje tudi tako imenovana downhill proga iz Kraškega pobočja dol, ki je tudi malo dalj časa trajalo zaradi pridobitev vseh soglasij, dovoljenj in ureditev lastniškega razmerja in bo tudi zanimiva. Tako in občina načrtuje tudi še naprej eno sprehajalno pešpot, ki bo povezovala vse kraje v občini. Dejansko je že obstoječa, ampak potreba dodatno ureditev. Do konca leta predvidimo pa tudi eno manjšo investicijo za urejanje vodotokov in poti na Gregorčičevi poti, ki pa povezuje sosednjo občino Novo Gorico. Skupaj z javnim zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ste konec preteklega leta organizirali eno okroglo mizo kot en posvet glede oddajanja sob v turistične namene. Glede na to, da bo prihodnje leto Evropska prestolnica kulture, pričakuje se do 4-krat več turistov kot ponavadi in tako naprej. Po občini je že nekaj oseb, kmetij in tako naprej, ki sobe oddajajo že leta. Se je potem po svetu morda tudi kaj prijelo pri ostalih? Ja, ta posvet je bil zelo uspešen, če se ne smem izraziti, saj je prišlo preko 40 poslušalcev, tudi iz sosednjih občin, kar je tudi pozitivno, se pravi interes na oddajanju lastniških sob in stanovanj v namene za turizem je zelo velik. Lahko rečemo, da v tem času so nastale tudi 3 nove nastanitve, in sicer v Renčah in na Vogrskem 2. Prav s tem namenom, ki so se začeli povezovati in združevati obstoječi sobodajalci z novimi in so jim dejansko vse njihove vprašanja, tabuje ali pa strahove razjasnili in so se za to odločili. Trenutno imamo odziv zelo dober, sicer kar imamo z njihovih strani povzeto, sobe se oddajajo, zanimanje je zelo veliko, saj lahko rečem, da se
malo kot domačini lih še ne zavedamo, v kakšnem lepem biseru ob reki Vipavi živimo, ampak to drugi gosti, ki prihajajo k nam, znajo ceniti, so pripravljeni za to tudi nekaj plačati, se imeti lepo in nenazadnje prijaznost celotnih Vipavske doline je to na prvem mestu. To drugo polovico začniva kar z vprašanjem poslušalcev. Zanima jih, ali lahko še v tem mandatu pričakujejo nadaljevanje projekta obvoznice Volčja Draga Bazara. Tudi o tem je bilo na Radiu Robin kar precej govora. Ja, tudi mi si želimo, in jaz kot župan in vsa občinska uprava, da se bi to nadaljevalo. Obvoznica je razdeljena na dve fazi. Prva faza od Marteksa pa vse do železniškega prehoda, potem pa od železniškega prehoda proti šempetrski občini in povezavo dejansko skozi predel gozdne strani. Mi smo skupaj z direkcijo pripeljali v prvo fazo, da imamo že projekte za izvedbo del, sedaj poteka manjša recenzija in smo načrtovali glede na NRP v državnem proračunu, ki je nekje namenjeno 12 milijonov za vse skupaj, da bi že letos šli v izbiro oziroma naslednje leto najkasneje v izbiro izvajalcev. Žal se je na Ministrstvu za infrastrukturo finančna struktura malo spremenila po lanskih poplavah. Strani Alenke Bratušek, ki je bila tudi pri nas na občini na enem posvetu, smo se pogovarjali, da sedaj so nam zamaknili to. Jaz še zmeraj upam in delam na tem, da mogoče bo tudi naša občina oziroma obvoznica Volčja Draga v čim krajšem času prišla do izvedbo in se ne bo to sam prelagalo z leta v leto, ker sedaj res imamo dokumentacijo, ki pričakuje samo še izvajalca in da bo posluh tudi na tem območju, ki ni sicer bilo poplavljeno, ampak omejuje pa razvoj kraja, ne samo v naši občini, ampak na celotnem tem goriškem območju. Zapeljiva se še v Bukovico, tam že dlje časa tli želja o dnevnem centru, potem je prišlo do spremembe plana, tam se po novem načrtuje medgeneracijski center. Že lani mislim, da bi občina morala pričeti z urejanjem prostorov, kako daleč smo do zaključka, kaj naj bi vsi ti prostori vsebovali. Ja, lani smo imeli tudi posvet, se ti dnevni centri so počasi se zapirali, tudi v sosednjih občin smo videli dejansko trend, da je se zmanjšal. Opažamo, da res starejša populacija najraje se poslužuje pomoči na domu, ki je tudi občina ponuja, se pravi čim več časa ostaje v svojih domovih, kar je tudi razumljivo. In šele na koncu, čeprav ni druge izbire, gredo v dom za upokojence. V ta namen smo ta objekt malo preoblikovali v medgeneracijski center skupaj z Društvom upokojencem Bukovica Volčja Draga, skupaj z dnevnim centrom tudi in s pobudo strani občine, da se bojo spodnji prostori uredili z medgeneracijski center, z samo Društvo upokojencev Bukovica Volčja Draga, za tudi dnevni center, da bo imel kopalnice in vse sanitarne prostore tudi z večjo oskrbo teh, ki živijo doma, se pravi, da bo lahko tudi prišli tja in se za osebno higieno, frizer mogoče bo tudi prišel za njih tja. Ti prostori bojo tudi namenjeni in dejansko zgrajeni, da pa mora biti v nekih prihodnih letih se bo pa pojavila potreba po dnevnem centru, so že taki obliki primirni za to, da bo lahko tudi se ponovno prevzel ta dnevni center. Ampak sedaj vemo, da tega ne bo. Ne v samem objektu, ker je malo večji, smo pa tudi namenili 4 socialnim stanovanjem, da bomo zgradili jih, ker za potrebe socialnih stanovanj vemo, so pomanjkanja ne samo v naši občini, ampak na celotnem goriškem območju. Prav ta namen, da bomo dejansko nudili dodatno socialno podporo kraju. Skratka, bo postal en objekt, ki bo socialno podpiral različne starostne skupine v naši občini. Ena večjih, če ne največja investicija v občini Renče Vogrsko v zadnjih letih je nadgradnja kotalkarske gimnastične dvorane. Gimnastičari bi radi višjo dvorano, da bi lahko nemoteno izvajali atraktivne skoke na veliki prožni ponjavi. Potem se predvideva tudi en skupen prostor, da bi celotna stavba postala ena velika povezana celota. Župan Tarik Žigon, kaj je občina Renče Vogrsko že uspela urediti, kaj jo sedaj čaka, kaj predvideva trenutna časovnica? Ja, tukaj je prizidek telovadnice v Renčah med kotalkariščem in obstoječo telovadnico. Občina je v preteklem letu gradbeno pridobila, v letošnjem letu smo projekte za izvedbo del.
ter tudi neko oceno investicije, to govorimo nekaj manj kot 2 milijona evrov, je ta prizidek z vso pripadajočo infrastrukturo ter tudi obnovitev sosednjih objektov, ker po novem zakonu ni samo izgradnja novega objekta, ampak je treba tudi starejše objekte okrog, recimo s primernim prezračevanjem, protipožarne ukrepe urediti. Občina se bo prizadevala, ker je to zelo velik zalogaj za občino, da bo v naslednjih mesecih ali pa najkasneje v kakšnem letu pridobila tudi kakšna dodatna sredstva. V ta namen so bili projekti za izvedbo del že prilagojeni ekoskladu, razpisu z ekosklada, se pravi bo objekt, ki bo varčen. Sedaj pa čakamo na kakšen primeren razpis, ki bo v tem primeru tudi prevzel vsaj več kot 50% financiranja, ker nazadnje gre za kar veliko investicijo z našo občino. Ko bo pa to tudi pridobljen, tak razpis, bomo vsekakor šli z izvedbo tega objekta. Kaj pa bližnje nogometno igrišče, zaradi te intervencijske poti se bo malce skrajšalo, potem se pa na drugem koncu predvideva malce, da se bo podaljšalo. Nogometaši za nemoteno treniranje tudi po zimi bi radi še kakšno rezervno igrišče, ali pa morda, da kar skupaj zaobjamemo celotno temo, še kaj, kar se tiče športne infrastrukture, ker smo tudi dobili vprašanje poslušalcev, da naj bi bila športna infrastruktura v občini Renče - Vogrsko dokaj dotrajana. Tako da bi rekel, da je dotrajana v občini Renče - Vogrsko športna infrastruktura, ne bi rekel, saj vlagamo. Mi v nogometno igrišče vlagamo vsako leto kar nekaj denarja v mivko, v zatravitev ter prezračevanje igrišča. Naslednje leto je prav na nogometnem igrišču predvidena zamenjava komplet razsvetljave, ker vem, da s tem bomo tudi stroške zamenjali. V preteklih letih smo zamenjevali to energetsko sanacijo razsvetljave v telovadnici, letos v kotrkolišču. Verjetno tukaj bolj kot zanemarjenost so zmeraj večje želje in zmeraj večje potrebe in to je tudi dobro, saj vemo, na tak način društvo rase. V neposredni bližini občina se prizadeva pridobiti večje zemljišče že dalj časa, ampak tukaj imamo problem, ker solastništvo tega zemljišča zajema tudi ljudi, ki živijo v Kanadi, v Avstraliji ali pa tudi niso več živi in je treba to dejansko te postopke dedovanju ali pa iskati dediče kar dolgotrajen. To je proces že kar zadnjih 5 let. Upamo, da bomo v čim krajšem času to rešili, ker tam bi potem morebiti postavili tudi eno manjše nogometno igrišče z željo seveda društva z umetno travo, ki bi služilo prav v teh deževnih dneh predvsem za izvajanje teh treningov. Tako da načrt in nek projekt ureditev celotnega tega športnega območja obstaja na občini, tako da to že imamo. Obenem do takrat bomo pa poskrbeli, da vsi objekti, ki so neposredno, da se jih tudi obnavlja, vzdržuje. Določene objekte pa vemo, ki so bili grajeni še udarniško, lahko rečemo tako po starem, je treba pa predvsem preko obnavljati in urejati in vzdrževati urediti pripadajočo papirologijo, zato da bojo v skladu z novim zakonom tudi ti objekti delovali. Boste postavili tudi na določene objekte fotovoltaiko? Ja, to že poteka za zmanjševanje stroškov. Zdaj trenutno postavljamo 3 fotovoltaične elektrarne v vseh 3 osnovnih šolah, se pravi v Renčah, podružnični šoli v Bukovici ter podružnični šoli na Vogrskem. To je v sklopu tega net meteringa do konca letošnjega leta. Imamo pa pripravljene elaborate še za 5 dodatnih elektrarn, ki bojo služile v skupnosti, kot skupnost. Predvsem pa ta del prav za športnim delu, ker vemo, da kot sedaj največ elektrike se potroši v popoldanskem rekreativnem času, kjer so vse luči in gretje vžgano, da bomo tudi v prihajajočih letih bili bolj varčni in dejansko omogočili še bolj kvalitetne izvajanje popoldanskih aktivnosti v vseh naših društvih. Čas hitro teče in že smo v zadnjem delu oddaje Dober dan, župan, v kateri gostimo župana občine Renče - Vogrsko Tarika Žigona. Pa se bova župan osredotočila na eno vprašanje zaskrbljene poslušalke, pa ga bom kar citiral. Starši vrtca Renče se sprašujemo o podražitvah, ki so zelo pogoste in občutne v zadnjih letih. Prosimo za pojasnilo, s čim vrtec Renče upraviči svoje cene programov, ki so krepko nad cenami okoliških vrtcev, glede na
to, da je očitno, da se ne vlaga ne v infrastrukturo, ne v prehrano, tu omenja skromne popoldanske malice, niti kadar, tu omenja, da je združevanje skupin kar pogosta praksa. Zanima nas še, kakšni ukrepi se predvidevajo za omilitev finančnega bremena, ki ga te podražitve predstavljajo za starše in načrti občine na tem področju. Ja, cena sprememb, ki smo mi letos spremenili s prvim spremembam, je tako, da se ne spreminja vsako leto in pogosto, ampak občina Vogrsko spreminja cena na 2 leti. Mogoče zaradi tega je takrat, ko se spremeni cena, malo bolj na udaru le temu. Tudi podatek, da smo med najdražjimi na celotnem območju, ne drži, ker Nova Gorica, Brda, Ajdovšna, Vipava in ostale občine imajo tudi višjo ceno. Ostale, ki pa imajo še nižjo ceno, sosednje občine imajo pa še od lanskega leta cene, tako da letos sploh niso spreminjale. In glede na stroške, ki nastajajo, bo verjetno tudi sosednje občine sledile temu, tako da nekje naše cene se gibljajo nekje na nižji sredini med ostalimi občinami. Je pa res, cena vrtca, če lahko smem pojasniti, je sestavljena nekje iz 85% samih stroškov plač zaposlenih ter ostalih stroškov delovanja in prehrane. Tako se oblikuje cena. Res višji strošek imamo, ker imamo kader, ki je izobražen, ki je napredoval, ki je napravil največje specializacije in ima tudi temu primerno plače korigirane. Ampak jaz mislim, da to je prav prednost tudi našega vrtca, se kvaliteta potem teh, ki delajo v teh naših vrtcih, mora biti višja. Temu, saj bi lahko rekli, cena upravičuje njihova napredovanja, njihovo znanje, njihov trud do vseh teh naših malčkov. Tako da res vidimo, da ta cena mora biti se tudi naslednjih 2 leti se ne bo tudi korigirala. To je sicer v sodelovanju s šolo in z samim vodstvom šolskim. Upanje seveda, da ne bomo imeli kakšne ponovne podražitve elektrike, kakor se nekaj državno napoveduje. Verjamem pa, da z mehanizme za zmanjševanje stroškov samih občank in občanov, to so pa mehanizmi, ki že obstajajo, to so odločbe iz strani sociale, iz Zavoda za socialno varstvo, kjer dejansko lahko občani grejo tja in predložijo njihova prihodke, prilive, pa kakšno stanje finančno imajo in te odločbe, potem del te odločbe dobi tudi občina, ki je v skladu z zakonom in sofinancira dejansko znesek, ki ga morajo, če ne naši starši, plačevati za njihove otroke. Tukaj lahko pojasnim, da nekje približno občina financira trenutno nekje 70% vseh stroškov vrtca, bodi si direktno za stroškov delovanja, bodi si preko odločb, ki jih dobimo. Tako da to je tudi malo verjetno stvar vsakega posameznika, prilivov, prihodkov, ki jih imajo in potem se tudi temu primerno Zavod za socialni del primerno odločbe tudi izda, na katerih pa mi nimamo vpliva kot občina in lokalna skupnost, ampak se jih moramo pa po zakonu držati in temu tudi primerno financirati. Glede investicij in dela, občina je prav v teh časih, recimo v Bukovci je bil prenovljen vrtec, imamo pridobljeno gradbeno za razširitev vrtca še za en oddelek, v Renčah bomo v naslednjem letu šli v postopek prenove strešne kritine vrtec. Tam manjka res še projekt za prenovo tega vrtca, ampak v ta namen pa namenjamo kar nekaj dosti denarja za opremo teh naših vrtcev, da se lahko najmanjši učijo oziroma rasejo in odraščajo z najkvalitetnejšo opremo. Kaj pa mladi in mlade družine? Kar pogosto na sejah slišimo, da novih gradenj v občini ni veliko, čeprav ste v zadnjem času kar veliko, bomo rekli, dali na voljo nekih subvencij, da bi bili mladim in mladim družinam prijazni, kako jih boste še poskušali privabljati in zadržati v vaši občini? Ja, ena od teh je, da ostane v občini, da gradijo, bodi si nove, bodi si za prenavljajo objekte. Tukaj se dogaja spremembe. Letos je bil januarja sprejet prva sprememba občinskega prostorskega načrta, kjer se je dejansko privolilo preko od 400 vlogih, nekje 270 vlog je bilo odobrenih. V ta namen je tudi občinski svet, in se zahvaljujem prav vsem svetnicam in svetnikom, da so imeli posluh za mlade, sprejel subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade. Imamo že zdaj ene najnižjih komunalnih prispevkov na tem delu Goriške, ampak smo definirali mlade kot take do 38. leta. Mlade družine pa nismo omejevali na starosti staršev, ampak na starosti otrok,
in sicer do 8. leta starosti otroka, ker vemo, da sedaj mlade družine nastajajo pri različnih starostnih obdobju, nekje v višini 50% komunalnega prispevka oziroma maksimalno 5.000 evrov. Letos smo tudi pričeli skupaj z Bitplanoto pripravo strategija za mlade. Tukaj bi lahko v tem primeru še izkoristil priliko, da pozivamo ponovno vse mlade, se pravi srednje šolce in vse, ki hodijo na fakultete v naši občini, da se kadarkoli lahko zglasijo na občini, ker udeležba, vemo, je malo nižja, ker zanimanje mladih za razvoj občine nastane samo, ko se vrnejo, ne pa ko odraščajo, ampak da se zglasijo, da nam povejo njihove želje, njihove predloge, njihove probleme. V ta namen imamo tudi eno mladinsko sobo v Bukovici, ki smo jo namenili za to, ter manjši kalilnice ID inkubator, kjer tudi mlajše malo izobražujemo, kako recimo kakšno prireditev ne naredi v naši občini, kako mora biti tudi kakšen dogodek, ki bo za njih zanimiv. Tako da skušamo na več načinov, ampak je malo težje, ampak verjamemo, da gremo v pravo smer. Imava še zelo malo časa, ampak pravkar je me prispelo na naš e-mail naslov vprašanje poslušalke, in sicer na vas obračamo z vprašanjem glede postavitve zaščitne ograje na cesti Renče-Temnica, saj je ta cesta po požaru in poseku dreves postala izjemno nevarna za vse udeležence v prometu. Kdaj občina načrtuje ukrepe za povečanje varnosti na tem odseku? Za konec. Ja, ta cestni odsek smo mi že pripravili projektno dokumentacijo, pričeli z izvajanjem mejne obravnave po celotni trasi, že pod nekimi, lahko rekli, obljubi strani države po požaru, ampak ki upamo, da bodo se tudi uresničile. Nismo pa sedaj vlagali, priznamo, nič v to območje, ker poteka še letos sečnja. Prav v tem tednu bo polovična zapora na omenjeni trasi, tako da obveščamo vse krajane iz Krasa, bodisi iz Renč, da bo potekala polovična zapora, ker najprej ne opravijo vso težko mehanizacijo, ne odsekajo vse nevarne drevese po celotni trasi, ne odpeljajo vse hlodovino iz tega območja. Šele na to bo občina pričela z razširitev in postavitev tudi naletnih varnostnih ograj, ker če bi takoj po požaru to postavili, sedaj ali bi jih morali odmontirati in odstraniti, zato da ne bi bile poškodovane, ampak najprej hočemo res, da se ta težka mehanizacija za sečnjo zaključi in potem bomo tudi pričeli z obnovo, za katero projektno dokumentacijo imamo že pripravljeno. Tarik Žigon, župan občine Renče-Vogrsko, najlepša hvala za obisk. Hvala lepa tudi vam za povabilo. Naprej želim vam in vsem poslušalkam in poslušalcem še en lep dan. Najlepša hvala pa tudi vam. Hvala tudi našim zvestim poslušalkam in poslušalcem, ne samo za poslušanje, ampak tudi za vsa poslana vprašanja, obenem pa seveda vabilo, da ostanete še naprej v družbi Radia Robin. Dober dan, župan.